prav je, da se na predvečer ustanovitve Osvobodilne fronte spomnimo na vse tiste, ki so nam postavili, kot je danes bilo že rečeno, korenine. In korenine v vrednotah, ki so pozitivne, ki so dobre za danes in tudi za prihodnost. Tukaj prav posebej bomo počastili spomin na kulturne delavce. Je bilo potrebno v vojni kulturno dogajanje? Jaz lahko rečem, da tako kot je v vojni kulturno dogajanje pomenilo poseben motivacijski naboj, tako tudi danes velja pri organiziranju vojaške obrambe, da je vselej treba imeti v mislih ves tisti pozitivni naboj, ki ga kultura, zlasti slovenska kultura, ima za organiziranje našega naroda in tudi za organiziranje slovenske vojske. V tem trenutku je eden naših najpomembnejših ciljev varovati, čutiti in naprej prenašati spoznanja generala Maistra, ki ga vedno vidimo kot generala dveh obrazov, kot vojaka in kot kulturnika. Potem spoznanja iz druge svetovne vojne, kjer partizanski boj vedno vidimo kot vojaško obrambo, hkrati pa tudi kot velik kulturni prispevek k ohranitvi naroda, k ohranitvi svojega preživetja do besed. Skratka, vse to je v neko tesno zvezo daje tako kulturo, slovensko kulturo, kot tudi naš, rečemo, vojaški namen ali pa vojaške cilje obrambe te domovine. Nikjer tako tesno ne vidimo povezave med kulturno motivacijo in vojaškim bojem, kot prav v tistem, kar moramo danes čuvati na Ministrstvu za obrambo in na Slovenski vojski. Gospod Stanovnik je nagrado poudaril, da je mogoče danes potrebna zoper politično oblast nova osvobodilna fronta. Jaz spoštujem njegove misli in lahko rečem, da je z njegove strani mogoče velikokrat slišati zelo dobre ideje. Mi dejansko potrebujemo novo fronto ljudi, ki mislijo v interesu drugih in za interes drugih, za dobro naših državljanov. In ta fronta je pravzaprav neke oblike novo združenje za izhod iz vrste kriz, v katerih smo. Ampak najgloblja je pa kriza vrednot. Zato je prav, da praznujemo dan Osvobodilne fronte, dan upora proti okupatorju, ker so v tem dnevu upora proti okupatorju tiste vrednote, ki niso nikoli v krizi. To so vrednote preživetja, v svobodi, v miru in varnosti.